No, lepo pozdravljeni na urah slovenskega jezika. Najprej me zanima, kdo izmed vas že razume slovensko? Super. V Društvu za integracijo medveda smo absolutno proti odstrelu. Mislim, namesto da država medvedjo problematiko rešuje z nasiljem, bi mogla poskrbeti za njihovo poklicno kvalifikacijo in vključitev v družbo. Medvedi so s svojo močjo lahko odlični delavci, a veste, vse, kar jih na tej poti ovira, je znanje slovenskega jezika in pa njihova agresija, ne? Zato jim nudimo tukaj v našem društvu učenje slovenskega jezika in pa program integracije, ki ga izvaja naš društveni psiholog. Jaz vam bom pokazal nekaj slik, vi mi pa poveste prvo asociacijo, ki jo dobite. Izvolite. Kri. Bolj pozitivna asociacija bi lahko bila metuljček. Ne? Naslednja. Spet kri. Kaj pa pajek? Ne? Naslednja. Je tak mali medo, kaj ne? No, vidite, že napredujemo. Namen teh testov je prepoznati, odkot izvira agresija. Ponavadi so to kakšna potlačena čustva iz otroštva oziroma pri medvedih pač lakota. Ko ugotovimo, da je medved naredil nek napredek in je pripravljen na integracijo, potem preidemo na naslednjo stopnjo našega programa, to pa je sprava med medvedom in njegovim naravnim sovražnikom. Zakaj pravite, da ga boste ustrelili? Take komande to treba narediti. Ampak kaj je medved storil, da si zasluži tako kazen? Ga je poklal drobnico, naredil za tažen evra škode. Ja, ne vem, zdaj bil to on, ampak en izmed njih je bil. Vse so si iste. No. Ja, zdaj sem se v program prijavil, ker nočem končati tako kot moj kolega, pokojni Piki Jakob. Ko je ministrstvo ukazalo odstrel, se je veliko ljudi uprlo in postavilo na našo stran. Lahko bi rekli, da si je država s tem naredila medvedjo uslugo. Malo medvedega humorja. Ampak zdaj, ko imamo pa vse papirje, se mi pa zdi škoda, da bi ostalo v Sloveniji, tako da bova s kolegom izkoristila Schengen in odšla nekam, kjer se da s fizičnim delom bolj zaslužiti. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, daj že klikni ta subscribe. Subscribe!